Ključni dogodki se bodo izvajali v občinah Krško in Brežice, in sicer na območju letališča Cerklje ob Krki, Cirnika, Gaja, Gorice in Gazic. Večina aktivnosti, ki bodo potekale v Posavju, bo zračno-desantne in letalske narave. Kar se tiče Posavja, predvsem v okolici letališča Cerklje ob Krki, pretežno meseca maja in junija bodo potekale aktivnosti treh različnih vaj. Večinoma bo šlo za usposabljanja lahkih padalskih enot, skoke iz desante, skoke iz letal, premike z helikopterji. Že tradicionalno bo potekala vaja Jadranski udar. Jadranski udar postaja že neke vrste brand. Slovenska vojska po tej vaji je prepoznavna v zavezništvu in širše. Mi smo z veliko domačega znanja, tako pilotskega, kakor tudi teh usmerjevalcev ognja, z precej iznajdljivosti in volje uspeli narediti enega boljših centrov za usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev v Evropi. To lahko z gotovostjo trdim. Brez vsakršnega vpliva na okolje ne bo šlo. Kakšnega bistveno motečega oziroma povečanega hrupa pa naj ne bi bilo. Prav tako ni pričakovati posebej večjih kolon ali težjih vozil, zato tudi promet ne bo znatneje moten. Sigurno bo letalski in helikopterski promet v tem času povečan. Kar je letos zanimivost in mogoče lokalno prebivalstvo ni vajeno v tolikšni meri tega, smo poklicali tudi precej zemljišč v okolici letališča. Ljudje bojo opazili množice padalcev, ki se bodo potem po terenu seveda premikali v smeri juga. Šlo bo tudi za uporabo manevrskega streliva, a ocenjujejo, da za okolje ne bo pretirano moteče. Morali bomo odklopiti elektriko na določenih daljnovodih. Tudi to po podatkih, ki jih imam za zdaj, ne bi smelo motiti, ker bomo jo nadomestili z agregati. Če potegnemo črto po vse skupaj, jaz verjamem, da bo vse skupaj prej zanimivo, kot pa moteče za lokalno prebivalstvo. Ker bodo vaje torej prava paša za oči, Škrbinc dodaja, da pripravljajo predstavitvene aktivnosti odprte za javnost, ki bodo 14. maja.